Dr. Albert in Leonida Margole sta vodilna terapevta, predavatelja in učitelja in jaz sem danes neizmerno vesela, da ju gostim tudi zaradi tega, ker priznam, da imam kakšne izzive s svojo 7-letno Ronjo. Smo pa se dogovorili, da se bomo tikali za to, da bo bolj domače vse skupaj, ne? Lepo pozdravljena, hvala, ker sta prišla. Živa. Živa. Zdaj, knjiga, o kateri marsikakšni starši govorijo, Ištekani najstniki in starši, ki štekajo, je uspešnica. Marsikomu je pomagala v tem najstniškem obdobju, tako staršem kot potem posledično seveda tudi najstnikom. Ampak mi se bomo danes poleg tega dotaknili tudi obdobja pred puberteto, predno pridemo do tega najstniškega obdobja, ker se mi zdi, moje mnenje je, da pa morda starši lahko že v tem obdobju naredimo vsaj prehod mehkejši. A imam prav? Ja, pravzaprav veliko lahko naredimo na sebi, preden postanemo starši najstnikov. In ta delo na sebi za starše je verjetno velikokrat malce pozabljeno. Je? Midva v bistvu tako, bom rekel, uvajava nek nov pogled ali pa nek nov model, kaj sploh je starševstvo. Namreč mislim, da se je začel uveljavljati nek pogled, kot da je starševstvo pasja dresura. In da so otroci pač neka bitja, ki se jih da z nekimi manipulacijami, fintami, triki, 5 korakov vzgajati, narediti tako, da se bojo obnašali tako, kot smo si mi zamislili. In to mislim, da ne pelje nikamor. Sploh v najstniških letih se taki otroci zelo uprejo in sploh so starši zelo izgubljeni. Zdaj, kar se meni zdi pomembno povedati, je, da smo v neki spremembi. Te generacije, ki zdaj odraščajo, so zelo drugačne od nekih generacij, ki so odraščale prej oziroma od naših generacij. In kaj je ta razlika? Ne bojijo se več avtoritete, ker niso vzgajani z nekim strahospoštovanjem. In zdaj tukaj pri starših nastane v bistvu ena zadrega, ker seveda modeli, ki pa so, da rečem, v tradicionalni vzgoji delovali, kaznovanje, kritiziranje, vse sorte, da rečem, neke zlorabe moči, to zdaj seveda ne deluje. Ampak mi pa to rabimo. Vemo, da pač avtoriteta pomeni varnost, red, pravila, to vse zagotavlja neko funkcioniranje družbe, varno funkcioniranje. In tukaj rabimo nek nov model starševstva. Tako da midva v bistvu sva temu rekla, da razvijava nek projekt Starši prihodnosti, kjer bi za neko, da rečem, empatično naravnanostjo, za neko toplino, z neko povezanostjo vendarle dosegali, da bodo otroci, da rečem, odraščali v teh okvirih, ki pač morajo biti. Zdaj, predno gremo na okvirje, na vsebino tudi knjige in na to, kar je razlika danes in nekoč, bi mene v bistvu na začetku najprej zanimala vajina zgodba. Zdaj jaz vem, da prej smo se že večkrat pogovarjali, 40 let sta poročena oziroma sta v zakonu, imata 4 otroke. Yeah. Kaj je bil vama recimo največji izziv? Jaz bi najprej povedala, kaj mislim, da je bil največji plus. In mislim, da je bil največji plus ta, da sva zares bila v vseh teh situacijah, ki so starši, ki zdaj vzamejo v roke najino knjigo ali pa pridejo na delavnice. To se pravi, midva dejansko veva, kaj pomeni biti izgubljen, nemočen, obupan, kaj pomeni, da pač se ne strinjava v vzgoji, da jaz mislim, da je Albert čismem in on je mislil, da sem jaz čismem. Kaj to pomeni imeti 4 otroke, ki so bili vsi naenkrat v prednajstniškem obdobju in zelo hitro vsi naenkrat v najstništvu, zato ker so se tako pač na 2 leti so.
In kaj pomeni ob tem imeti še partnerski odnos, ki se pač tako, ko ga pogledaš, vidiš, kako se pač razsuva iz dneva v dan. In jaz mislim, da to je ta najina velika prednost, da sva midva v bistvu v tej situaciji rekla dovolj je. Dovolj je, pač midva si ne predstavljava, da bomo tako živeli. In pol sva začela raziskovati in opazovati, iskati skupne imenovalce najne. Ja, ampak... Ker Albert, vi ste že takrat verjetno kot terapeut delovali, ne? Pa bi človek si mislil, če je pa en terapeut doma v družini, pol pa... Ja, je to nekaj najhujšega. Hočela sem reči, pa stvari štimajo. Mislim, nekaj najhujšega za terapeuta, ne? Ker jaz sem si rekel, mater, toliko sem pameten, toliko sem prebral, ampak tako mi nič ne gre, tako nimam pojma. Ne? Teorija pa praksa. To je bila ena, oziroma tam sem se soočil mogoče temu rečem, z neko lastno naravnanostjo, a bom pametoval drugim, pa spregledal, da sam mi ne gre najboljš. Tukaj je bilo to, da sem se usmeril v to, jaz hočem pri sebi najprej razumeti, kako stvari delujejo, oziroma nekaj pokazati in od tod bom jaz lahko pol ne pametoval drugim, ampak mogoče posredoval drugim neke izkušnje, tako da jim lahko pomagaš na ta način. In to je verjetno tudi en del ena najna značilnost, da znava te praktične izkušnje v bistvu oblikovati na dost preprost način. Jaz sem se mogel zelo tega učiti, ker sem bil akademsko uokvirjen in jaz sem pisal tako, da pač bolj komplicirano pišeš, bolj izpadeš pameten. In sem rabil ta preskok narediti, da pač moraš biti razumljiv. Pa mislim, da nama je to kar uspelo. No. In to sem hotel še reči, da midva v teh najstniških letih sva, bom rekel, zelo imela to, deva vstal, deva se pogovarjati. Midva sva zvečer imela vsak dan, da rečem, bojne posvete, kaj se je dogajalo, kje jih bova jutri pričakala, da bova en korak pred njimi, Ampak mislim, da sva imela to že od vsega začetka. Jaz se spomnim, recimo, samo mislim, da se ni prav dobro šlo. Kaj so bili izzivi? Pač sva iz zelo različnih družin. In recimo izziv, mehen otroček, ne vem koliko, 3 leta recimo, tam zvečer, pet zdaj v pižamo, zna govoriti od ti leta takole, sem pa tja, že 100krat sem ti rekel, da zdaj naslednjič, ko bo, kaj naj naredim. In moj model je bil pač užgeš ga poriti tako, da se mu pozna še par dni in si bo zapomnil in to je bil vzorc, da rečem, te tradicionalne vzgoje. Jaz sem si rekel, ne bom tak, ne bom. Ampak, kaj je pretekel takole, je meni seveda pokrov vrgal dol in edini vzgib je bil, da ga bom. In pa ga seveda nisem. Ampak, tle je bila ta stiska, kaj pa naj naredim. Tega nočem, ampak ne vem pa kako ne vem drugače. Pa kaj, ampak nekaj pa moraš narediti. Zdaj bo on določal, kdaj bo šel spat, to pa tudi ne. Se na nek način norčeval, In pol seveda, Leja prav, da ga vzemo v naročje. In jaz mislim, da bi ga mogel kaznovati, ker pač da si bo zapomnil, a ti vzem ga v naročje. In to je lahko sprožil pol med nama napetost, ker ti si zdaj proti meni, oziroma Leja bi mene videla, ti si pa nek nasilnež potencialni. In tukaj so, da rečem, veliki izzivi. Midva sva rabila v bistvu tukaj najdeti neko, se pravi, najprej sva rabila imeti toliko povezan partnerski odnos, da je zdržal to napetost in da sva se pa lahko usedla in da je meni Leja razložila, kaj je ona s tem mislila. Kaj sem danes, to je bilo 30 let nazaj, recimo, takrat nismo še vedeli tega, kar danes vemo,
od čustvene regulacije. Recimo, tudi jaz nisem iz neke znanstvene literature izhajala, ampak iz mojega vzorca, ki sem ga jaz imela doma in iz mojih nekih znanj, ki so mi bila kar v zibko položena. Albert, to ti se že s tem vrtila. Ona je vedela stvari, ki so po 10-20 letih, da rečem, postale popularne v teh vodah. In tukaj konkretno je to dejansko na mesto, da ko vidiš, da te ne sliši, ko vidiš, da je v tem svojem filmu užitka in ga moraš spraviti ven. In moraš mu spremeniti telesni občutek. Sej moja ideja je bila v tej smeri, sam ni bila humana. Samo na drugačen način. Sej tudi to, kako so nas vzgajali, pa polivali z mrzlo vodo, pa to. Sej so v bistvu principi, ki delujejo, sam niso humani. In to, da ga vzameš v naročje, seveda mu spremeniš telesni občutek, pa še povežeš se z njim, recimo, narediš mu pač ta kontakt, ta bližina. To je tisto, kar je prva stvar pri tem reguliranju, recimo. V bistvu gre za to, da ko otrok leta mimo nas, pa mi tulimo na njega, je on v svoji zgodbi in pač nas ne sliši. In mi pa vsi rečemo, pa 100-krat sem mu že rekla, in on je tudi 100-krat rekel ja, ampak oni nas ne slišijo na ta način, da bi naš stavek spremenili v neko delovno nalogo. Ampak ja, v pižamo, enkrat bom že šel v pižamo. Ko otroka vzameš ali pa počepneš, vsega ni treba vzeti v naročje, če je že prevelik. Tako da ga vidiš v oči in mu samo rečeš, hej, a se spomniš, kaj sem ti rekla? Takrat bo on ozavestil to, rekla si mi, naj grem v pižamo. In kaj človek naredi, oziroma starš, ko ta otrok reče, ne grem? Ko recimo poskusimo na lepo? Tukaj bi jaz šel pol v humor. In je tako, da glej, pač ne greš, glej, res ne greš. Deva tole zdaj gor, glej, ne boš šel, seveda ne boš šel, pa bi ga oblačil. Se ti sploh ne gre pižama gor, ne? Ne gre gor, nek štos bi naredil verjetno, tako da bi bilo ne divjanje, ampak nekako igrivo. In recimo tle je pol to, da midva sva to ugotovila, če imaš pri teh mehkih otrokih nek večerni ritual, kjer se stvari ponavljajo na tak zabaven, prijeten način, to radi počnejo. In je pol seveda del, da gremo v pižamco, del, da gremo z obkom in del, da pač prej smo večerjali, pol je bila pravljica. In to se je vse nekako povezovalo. To je bilo na tekočem traku neka rutina. Otroci imajo zelo radi rutine. In ko vejo, kaj sledijo, potem je tudi manj upiranja verjetno. In jaz mislim, da tudi, če bi starši se zavedali tega, koliko njim to pomeni, da vejo, kaj sledi, je res pomembno, da jim povemo, kaj sledi. Tudi popoldan. Recimo, zdaj bomo pojedli kosilo in potem gremo ven. In ko bomo prišli nazaj, boš delal nalogo, recimo. Zato, ker otrok pa ve, da se bojo ene stvari končale, pa da se bojo nove stvari začele in mu je lažje preklopiti, kot pa če ga mi eno marioneto vlačimo za sabo in rečem, da je zdaj to, da je zdaj uno. Včeraj mi je ena mama pisala, ta mala mi skozi govori, da ji ukazujem. To pomeni, da dejansko dobiva naloge tukaj in zdaj moraš to narediti, Ampak otrok se tudi rad pripravi, tudi razmišlja v resnici. Zdaj ravno razmišljam, da morda dejansko starši prevečkrat pozabimo na to, da se tudi nam ne bi pasali, če bi nam konstantno nekdo za nami hodil, pa nam govoril, zdaj gremo tja, zdaj moraš to, zdaj se zuj. Drugače nisi v redu stopila, veš? Gremo tja, ampak lahko prav hodiš. Tako recimo, pa na prav način pogledaš in tako. Šele ko malo res mogoče stopimo ven iz te dinamike družinske, pa si rečeš, pa se je v bistvu res, skozi neki, pa da je to, pa da je pa ne tako, ampak se mi zdi, da dejansko, ko pa smo v tej dinamiki noter, pa kar malo pozabimo na to in kar pač gremo v tem tempu vsak dan in dan na dan, zato ker pač nekaj mora biti narejeno, storjeno, pospravljeno, plus mora biti lepo vzgojen. In zdi se mi, da marsikakšnega starša ravno to, kar sta prej omenila, pa obrneš malo na humor, če reče ne. Slišim tako med prijatelji velikrat komentar, in s temu pa pol res dam mejo, če se bom pa še hecel med tem, kaj on mene v glavo pogledal, pa mi je rekel ne. Se pravi, zdi se mi, da morda malo včasih
da se lovimo, tako kot sta rekla, ne, kje je zdaj tista meja, ki res moram biti, to pa je ne, in kje smo lahko še malo hudomušni in humorni. Jaz bi tako rekel, da ne, ta meja se sliši tako malo togo, strogo, se sliši. Ja. Jaz bi rekel, kaj nam je prioriteta, pa na kaj damo fokus. Če imam jaz fokus na to, kaj se vem, pri toliko starih, recimo ob 8 zvečer seti v postelj, ne? In da imam pač to rutino 1 uro, recimo, da imam dosti časa, ne, imam jaz tukaj noter dosti neke fleksibilnosti, da se lahko malo igramo, malo, ne, ni treba, da je vse tako zelo rigidno. In to mislim, ne, da je, se pravi, jaz imam fokus, da boš ti šel v pižamo. Ne, in to ne rabi biti zdaj tako kot v nekem, ne, če je 7:00, pa sem si to zadal, da bo do 8:00, imam kar še 1 uro manevrskega prostora. To je ena stvar. Druga stvar je tudi, ko nam otrok reče ne, na kaj imamo mi fokus takrat? Na to, da je on nam rekel ne in da moramo mi biti močnejši od njega in se gremo bockati na pozicijo moči, ki dejansko nas vedno otroci premagajo. Z uporom, z dretjem, z brcanjem, z ne vem čem. Ali je moj cilj, da pač, a je moja meja to, da je otrok v pižami? To je še ena stvar. Druga stvar je, jaz bi to starše vprašala, a res želijo, da njihov otrok nikoli ne reče ne? Kaj to pomeni potem za naprej? Ja. Mislim, meni je to, da se otrok zase postavi carsko. In tudi ni prepovedano mu reči, tako rečete otroku, pejte v pižamo in on reče ne, pač, Albert bi na humor obrnil, jaz bi rekla, da mi roko, čestitam ti. Ful se dobro zase postaviš. Sam danes tole ne bo šlo skozi. Ampak tale ne je bil pa, zapomnim si ga. Ne? To nam je pripovedoval en prijatelj. Ne? Tako je rekel, gledaj, prišli so v nek apartma in tablica in seveda sta se skregala za tisto tablico, tudi predšolska. Pol je pa rekel, gledaj, zdaj ko se bosta naslednjič skregala, vama pustim tablico, ampak ko se bosta skregala, jaz bom vzel tablico, tako le dam na omaro in nimata več. Jasno? Jasno. Seveda sta se skregala, on vzame tablico in je rekel tam ala tako le pred mene, ne, in se začne pogajati in da ona ni tako, ne. In se rekel, jaz te res občudujem, ti imaš take pogajalske veščine, mislim, to si ne bi mislil, odkot si to vzela, ampak vse veš, kaj sem rekel. Skratka, to je v bistvu mogoče to mehčanje oziroma da tukaj je en zelo pomemben moment, da otroke naučimo soočanja z nekimi posledicami, ki niso ugodne. Veliko otrok ali pa starši pravijo, da se naredimo posledice, ampak on to pol ne spreme, on to čist van pade, to pol je še hujš. Ker jih niso naučili, ne, da preživijo, ko je neka neugodna posledica. In navadno, to, recimo, jaz te res cenim, kako se ti znaš postaviti, to mehča. Navadno pa starši odreagirajo, zdaj si už pa zapomnil, da boš vedel, in v bistvu razburjajo otrokov živčni sistem in v bistvu pogojujejo na nek način te, da rečem, ekscentrične odzive. Ja, in verjetno bi potem še, ko se otrok pogaja, bi verjetno sledil nazaj še mal napad, a zdaj boš pa še jezikala, pa razlagala, zakaj želiš tablico, verjetno, ne? In potem je to začaran krog, ne? Tukaj je tudi noter še, če jaz imam avtoriteto, jaz vem, da bom tablico vzel in da jo bom tam gor dal in da pač ni druge variante. In jaz se ne rabim zdaj še neki, moj ego napihovati, pa ne vem, da ta bo... Pa si sem ti povedal, pa si sem ti rekel, pa dobila si to, kar si iskala. A pa je recimo takšna stvar, to, da se odvzame tablico, recimo ta konkreten primer, je to samo posledica, na katero sta bila otroka opozorjena, ali je to že kaznovanje? To je posledica. Ja, jaz bi tukaj, prišla je beseda kaznovanje. Jaz mislim, da to besedo moramo izkoreniniti iz naših odnosov. Ker kaznovanje je v bistvu to, da si nekdo ima neke kaprice in si lahko privošči zlorabo moči in je zloben in to ni človeško.
In kaj zdaj je razlika? Če jaz vnaprej napovem, se pravi, ti imaš pol izbiro. Jaz sem ti povedal, vidva se prepirata, sledila bo ta posledica, da pač tablico jaz vzamem. Ne? Je to logična posledica nečesa, kar sem jaz napovedal? Imela sta izbiro, izbrala sta pač varianto B, neugodno, žal, ampak ne, to je to. In recimo, ne, jaz mislim, da tukaj noter tiči tudi učenje odgovornosti. Se pravi, meni je odgovornost to, da jaz znam presoditi, da izbiram pač neka vedenja in da iz tega sledijo neke posledice. Ja, ker zdaj dobivam tako malo prispodobo pri sebi, ne, v bistvu posledica, v smislu se tudi juho, ki jo imamo dolg časa na mizi, vemo, da je posledica, da bomo jedli mrzlo, če si jo ne bomo še enkrat pogreli, ne? Ja. Pa to pol tudi ne moramo reči, da smo se kaznovali. Ja. In tukaj verjetno je isto, če mi napovemo vnaprej, če se ne bo zgodilo to, bo sledilo to, potem takem, ne, kaznovanje, bolj si jaz to kaznovanje predstavljam še vedno ta tradicionalno kaznovanje mnogo let nazaj v smislu sedeti v kot, ne vem, ne smeš to, ne smeš uno, bolj v tem. Ja, pa imamo pač mi starši tudi to na jeziku, a veš, tako da rečemo, no zdaj pa zakazan ne boš, ne? Ne bo risank. Jaz mislim, da ene stvari v življenju pač niso na izbiro. Recimo to, da zjutraj vstaneš in greš v šolo. Ali pa da, recimo, ena stvar, ki jo večina staršev spela je, da se ljudje, tisti, ki živijo v hiši, sezujejo, ko pridejo v hišo. Kako so to dosegali? Pač to dosežeš tako, da vedno to narediš in to ne postane neka prisila, ampak navada. Da si umiješ zobe zvečer. Postane navada, ker si jih pač umiješ, ker ti je kar logično. Ali pa recimo, zdaj bom svoj primer dala ven, umivanje rok, ko prideš domov. Ja. Ne? To se mi zdi tako res, vidim zdaj, ko k nam hodijo kakšni drugi sošolci, od hčere in tako, kako dejansko je stvar, recimo enemu otroku, popolnoma enako, kot da sezuje čevlje, ali pa sleče jakno, ko pride domov, so zraven še umivanje rok. Dočim nekoga drugega moraš 3-krat opozoriti, kaj pa roke, in to je verjetno ravno to. Ne? Ampak tukaj smo pa spet mi tisti, ki moramo biti en dober zgled. Tako je. In njih to sem hotela reči. In potem imamo telefone, ki se vsi vznemirjamo. Ne vem, pri nama, ki so sicer telefoni šele prišli ven, ampak midva sva instinktivno rekla, telefoni ne bojo na mizi nikoli, na tisti mizi, s kateri jemo. In pri nas je bilo to logično, da ko pridemo na kosilo, nimamo telefonov. In noben ga tudi ni dvignil. In to je bila navada. To se pravi, če je navada, ko jaz pridem domov, da grem šele v 5 pogledati na telefon, a me je slučajno mama klicala, pa da ne grem prej, takoj, ko pridem poskrolati Instagram, pa Facebook, pa TikTok, kaj se je tam zgodilo, potem bo otrok videl, da pač imamo mi tudi to navado, da se damo v trenirko, da smo sproščeni, da nekaj skuhamo, da se pogovarjamo z drugimi, da jih gledamo v oči. In jaz zmeri rečem, v življenju lahko v navade spremenimo zelo, zelo veliko stvari, ki nam pomenijo vrednote. Da zdaj vsaka družina ima svoje vrednote. In tlele pol kazen ni več, ne? Zato, ker vidiš, to se je zato zgodilo, ker ne, je bilo prej tako. To je neka posledica. Kako težko pa je te navade na novo uvesti v, recimo, primer, da nekdo zdaj, ki bo to poslušal, pa bo rekel, tale s telefoni mi je pa fajn, to bo pri nas težko, kam jih pa že imamo na mizi. Kako so težke te spremembe? Mislim, težke so, jaz tle mislim to, da ko se mi nekaj odločimo, ne vem, kaj si ne spomnim. Ko si jaz spomnim, da bom v moji delovni sobi nekaj predstavil, pa da ne rabim več tistega regala tam, pa da bom dal to stran. Vse je težkost, ne? Sam jaz v sebi spremenim svoj mindset in rečem, to ima smisel in tako bomo naredili in pa se lotiš in speleš. In mislim, da je vsaka stvar tak. Vsaka sprememba je težka, ne? Je res, ne, da eni so, da rečem, lažje delajo spremembe, eni so zelo togi in pač ne zmorejo delati sprememb, ampak te spremembe morajo biti najprej smiselne. In mogoče tukaj, zdaj pri teh starševskih, jaz rečem kar veščinah,
midva se zavedava, da to ni tako enostavno, da rečem, kako je šel proces. Najprej sva verjela, da bova z delavnicami v živo vikend delavnico, da dobijo opremo in pol bojo delali spremembe. Tam sva videla, da jim zelo veliko stvari nekako, da so navdušeni, ampak da ne morejo pripeljati v življenje v bistvu tega. Ampak nama so bile to samoumevne stvari, kako ne znaš reči, to pa to. So rekli, ne, pač to nam ne pride na misel. Kako si leja to, da je še enkrat. So rekli, ok, da vam midva knjigo napisati, da bojo imeli, da rečem, konkretne primere. Ker sta v knjigi zelo konkretna. Knjiga je pač na konkretnih zgodbah. Najprej je zaplet, pol kako preobrneš pogled na to, pol so rešitve, čisto kako speleš, kaj rečeš. Zato imajo verjetno starši to radi. Ampak sva videla, da tudi sva mislila, ok, zdaj imajo knjigo, zdaj pa bo šlo. Pa sva videla, da še ne gre. Tako da zdaj sva naredila v bistvu to spletno skupnost, kjer se učimo. In tudi mislim, da to bo naslednja knjiga. Sva prišla do nekih, midva rečeva, temeljnih stebrov starševstva, kaj pravzaprav mi rabimo za to, da bomo spremenili te tradicionalne modele. In eno je sigurno, da se teh modelov zavedamo, da se zavedamo nekega svojega deleža, jaz rečem svoje opreme. To je tisto, kar bi najprej spontano naredil. Jaz bi ga užgal, da se zavedamo, koliko je recimo stik pomemben in kako do stika prideti. In kaj vse se še tukaj dogaja, kar se stik ruši. In pol so te, se pravi, otroke treba znati zregulirati, da imamo ta empatično naravnanost do otrok. Jaz bi rekel, da jih jemljemo kot ljudi in da imamo nek človeški odnos do njih. In tukaj pol kaznovanje seveda nima svojega mesta, ampak posledice avtoriteta. Mi dva imava en način, kaj namesto kaznovanja. Tako da to so recimo neke sestavine, spet bom ponovil, staršev v prihodnosti. In zdaj nekako to čutva kot neko najino poslanstvo. Da ljudje se tega lahko naučijo. Ljudje, ki zdaj že 2 leti v bistvu to skupnost peljeva, poročajo. 3 bo. Že 3. Jaz čez časom sem malo tako, malo ga ustavljati hočem. Skratka, poročajo o mislim, takih spremembah, ki si rečeva, to je to. In v bistvu starši drugega nekako podpirajo, vsak ima neko zadrego na začetku, ampak pol pravijo, da to je najboljše, kar se jim je zgodilo, da so našli v bistvu prijatelje oziroma vidijo, da je povsod je podobno. Mi nismo zdaj neki posebni, čudni, ne vem kaj, kar se nam to dogaja in to, kar se nam dogaja, je normalno. Sej mogoče bi tle tudi nadaljevala to vprašanje, ki si ga na začetku postavila, kje sva midva bila kot starša. Pa sva prišla sam do tam, da sva bila razsuta. In tudi mislim, da je smiselno vprašanje, kako sva z te razsutosti ven prišla in dejansko sva prišla z te razsutosti na način, ki ga zdaj učiva starše. Ampak sva mogla najprej midva prideti iz te razsutosti in potem je Albert s to svojo genialno sposobnostjo strukturiranja, ker to ima Albert res genialno, tako da je narejen res preprosto in razumljivo, naredil iz tega najinega procesa, ki sva ga šla, strukturo. In ta struktura so te 3 stebri, ki je o njih govoril. In prvi steber je v bistvu stik s sabo. To se pravi, midva sva mogla kot starša 30 let nazaj sva se začela ukvarjati. To se pravi, stik s sabo pa ima noter moja prepričanja, moje vzorce, mojo otroško zgodbo, mojo zgodbo o navezanosti. Drugi steber je
stik z otrokom in tukaj noter imamo pač spet, kje otrok na mojo zgodbo pritiska in gre vzporedno tukaj to, kako bom jaz gradila stik, kaj so povezovalne navade, kaj je tisto, kar ogroža stik, recimo nenehno kritiziranje, ker starši skozi gledamo, kaj ni. Nikoli ne gledamo, kaj je. Mi stopimo v službe v hišo in najdemo ali pa v stanovanje in prva stvar, ki je, ali vprašamo, kako je bilo v šoli, ali pa najdemo neki, ne vem, čevlje si pusto razmetane. Nikoli ne vidimo, kaj je. Ful imamo težave s tem. To je model, to je vzorc, v katerem smo odraščali. Da vzgajamo s kritiko. In kritika je strup za stik. In potem šele v 3. stebru, ko ta stik zgradimo, ko gremo čez vse te faze, delamo na tem, kako lahko vzgajam drugače. To se pravi, zato midva preprosto, ko mene nekdo po telefonu pokliče, ali pa ko nama, kaj naj naredim, ne vem, da ga bom motiviral, ne moramo odgovoriti na to vprašanje. Ja, predvsem pa ni to nekaj, kar bi lahko v enem stavku 2-3 človek odgovoril, ker je treba iti ampak tukaj se vidi mogoče prav ta razlika, kar sem tudi na začetku rekel. Starši zelo verjamejo, da povejte mi, kaj naj naredim. Se pravi, kada je otrok dejansko neko bitje, ki bom jaz za nekaj naredil in pač ga bom dregnil tja, on bo pa pol reagiral tako, kot si jaz mislim, da bo prav. In nekako je treba, mislim, da ozavesti, da gre za neke odnose in da mi v bistvu pomagamo odraščati nekim ljudem prihodnosti, ki bodo tudi, da rečem, poskrbeli za nas. Da ne moramo se obnašati v bistvu tako nehumano, jaz bi rekel. Ja, zdaj recimo, ko to razlagate, sem dobila tako malo sem šla v svoje otroštvo nazaj. Jaz se spomnim, recimo, ko sem bila najstnica, jaz sem eden od tistih otrok bila, ki sem vedno, ali pa najstnic, ki vedno, ko smo kakšno lumparijo ali pa kaj naredili, nekaj, kar ni bilo najbolj prav, jaz ne, da sem hotela to prikriti, ampak jaz sem v bistvu res komaj čakala, da pridem domov, da to povem zdaj pokojnemu očetu, zato ker sem imela občutek, da ko mu bom jaz to povedala, bo ta breme se pravi, ne bo me več tiščal, ker sem ne njega tišči. Tako on je pa zdaj s tem naredi, kar hoče. In spomnim se, pol seveda kasneje, ker smo se kdaj tako še skupaj pol pogovarjala, pa sta potem starša priznala, sta rekla, kap ti vedela, kolikrat sva se midva mogla pod mizo brcati, da sva kljub temu, da je res bila informacija, ki sva jo dobila, ne preveč fajna, da sva v bistvu lahko odreagirala na način kot, hvala, bomo se o tem, hvala, ker si povedala, bomo se pogovorili, zakaj je to dobro, zakaj ni. Ker vem, da verjetno, mislim, zdaj, ko sem sama mama, vem, da bi takrat verjetno tudi one dva najraj ven skočila pa znorela. Saj glej, a veš, kar jaz vidim, kako sta držala v bistvu, jaz bi rekel, vrednoto, da lahko zaupaš. In ravno to. Da imaš neko varno pristanišče in, a veš, ona dva sta v bistvu držala to funkcijo pristanišča, ne glede na to, s kakšnim tovorom si ti tam prišla. Ker to je bilo nekaj, kar je mene zelo razlikovalo v tistih letih od mojih vrstnikov, zato ker ko smo kaj naredili, ali pa ko kaj ni šlo najbolj po planu, sem bila jaz vedno tista, jaz bom očija poklicala, on bo rešil, vsi so bili pa, kaj je s tabo, ne očija, bomo ne vem koga. In to je v bistvu stik. A veš, tebi je bilo mar za odnos z očijem, se pravi, oči je naredil nekaj, da si ga ti njega doživljala kot zaupanja vrednega. Ja, in kot zaščitnika, da bo pač rešil. To je, recimo zdaj, če gremo na te, da rečem, strahove, ki jih imajo starši. Se pravi, vsa tvegana vedenja, pa da rečemo od internetnega predatorstva do pač vse grozno, kar se dogaja, ko imajo starši z otrokom tak stik, se pravi, ko otrok reče, očiju moram to povedati, to je najboljši preventivni dejavnik za te razmere. Grem lahko sam še eno stvar. Tukaj bi pa jaz rada, se mi zdi ful močno sporočilo. To se pravi,
To, da otrok reče, jaz grem hočiju, je dejavnik najboljši. Ampak, lej, ti si prej rekla, jaz sem bila ena redkih, ki sem imela Takrat, pogum ja. in danes je isto. Aha, je še vedno tako. To se pravi, tukaj lahko samo staršem damo to sporočilo, a lahko zaradi tega, da bojo otroci izbrali vas, starše, kadar so v stiski, naredite nekaj za te odnose. In to ni point na ocene. In ravno to bi vaju pa zdaj vprašala, ker vem, da si marsikdo zdaj se verjetno sprašuje, ok, razumem, zelo lepo, da je Eva to tako čutila in da je to tudi vajno sporočilo, da bi tako mogli biti. Kako pa tja pridem kot starš? Ker jaz, ko vseeno, ko gledam za nazaj, mojega očeta ni bilo veliko doma. Jaz nimam z njim, se pravi, vse to, kar v teoriji ne bi prišlo do takšnega odnosa, je pri meni recimo bilo. Se pravi, on je zelo veliko delal, zelo, No, ampak mogoče tukaj noter nekaj je moral narediti, da je sprožil ta občutek. Da je pri tebi sprožil ta občutek. Se pravi, v vajnem odnosu je mogel biti to, da si ti rekla, on je oseba, ki je zaupanja vredna. In kako starši to lahko dosežemo pri svojih? Ampak, verjetno je delal to, da te ni razočaral. Verjetno je, ko si ti prišla z recimo napako, da je odreagiral tako, da napaka ni katastrofa. In da ni kritiziral, ne? In da te ni ali poniževal, ali primerjal z drugimi, ali pridigal, ne vem kaj. Jaz bi tukaj, kako pridemo do tega? To ni preprosto vprašanje in nima tako preprostega odgovora. Recimo, en odgovor je, ko ima otrok občutek, da pride lahko domov tak, kot je, to se pravi, da je sprejet tak, kot je. Kadar dobi petko, kadar dobi cvek, kadar ukrade bombone, kadar ga policaji ustavijo kadar, ne? Ker marsikaj prinesejo te najstniki domov, to vam ne bi, v knjigi lahko to preberete. Ampak težko je ostati tako, kot si rekla, mama je rekla, da sta se pod mizo brcala. Ja, Eva, tole je zdaj težka zgodba, hvala, ki si jo povedala. Midva morava premisliti, se bomo pogovorili. Skratka, nisi slaba, kaj ti ni bilo jasen, a zmešana, a neumna, bomo razmislili o kazni, Ampak je bilo tisto, hvala, ki si povedala. Ki si prinesla domov. To je ena stvar. Druga stvar, kaj starši lahko naredijo? To, kar starši v bistvu moramo narediti, je, da gremo skozi svojo zgodbo. Če mi nismo imeli stika z našimi starši. Včeraj sva imela na Molu predavanje in je Albert povedal svojo zgodbo o tem, kako je težko imeti stik z otrokom, če nimaš modela. In moraš čez to zgodbo jeti in je treba to raziskovati in je treba to delati. In to so najine delavnice. Tukaj mi dva staršem pomagava. In edina stvar, ki jo morajo narediti, je, da grejo čez ta občutek, da jih je sram, ker niso ok. Jaz mislim, da vsak starš, ki začuti, da želi izpopolniti svojo starševsko vlogo, da želi biti starš, tako, ko bo otrok rekel, wow, moj oči, tako, kot ste vi prej rekla, ali pa moja mami, je lahko ponosen na to, da se gre nekam učiti. Zato, ker mislim, da zdaj v teh časih se je nujno treba učiti. Ker nimamo tega. A pa je to razlika od nekoč in danes? Tudi zato, ker je danes toliko več dejavnikov, ki na to vplivajo, od telefonov do spleta, do vsega, ali pač takrat zavest ni bila o tem tako močna? Jaz mislim, da je bolj to. Mislim, da se tako čisto razvojno mladostniki ne razlikujejo kaj dost. So pa seveda okoliščine, v katerih odraščajo, zelo drugačne. In izzivi za starše so zelo drugačni. Pa mi smo se odločili, da bomo humano vzgajali otroke, da jih ne bomo tepeli, da ne bomo nasilni in pri malčkih to nekako gre skozi, da nismo nasilni, pa kar naenkrat se to preklop, pa
A ne, pa to nasilje smo malo v verbalno nasilje spremenili, pa malo v čustveno, ker tega pa ne morejo kontrolirati. Ne? Ampak dejansko to je sprememba. Če smo se odločili, da ne bo nasilja, ga ne sme biti nikjer. Ja, ker še vedno je pa veliko tistih zagovornikov, ki pa rečejo, da ta permisivna, to gre zdaj vse v neko razlaganje in komuniciranje in na dolgo in široko, če je tako, je tako. Veliko je pa še vedno tudi takšno. Ampak to sta v bistvu dve skrajnosti. In mi dva v nobeno od teh ne paševa. Ravno to sem želela poudariti, da ne bo kdo mislil, da sta vidva dva, ki to poudarjata, permisivno vzgojo in da je samo to tisto pravilno. Pri vama še vedno obstajajo meje. In kako bi recimo rekla, da starš lahko meje pri otroku določa na vseeno bolj mehak način? Jaz mislim, da še vseeno ni nič narobe, če kdaj pogledamo otroka in rečemo dovolj. Ne? Pač tukaj je meja, dovolj je, pač dovolj. To je ne. To je ne. To je pač mislim, da meje morajo biti. Druga stvar je, da lahko gradimo meje na ta način, ki smo se prej pogovarjali, z izbiro. In to se pa vedno dela vnaprej. To se pravi, ne moramo za nazaj dajati otroku, da bo izbral kaj že. To se pravi, lahko svoje življenje prilagodimo, malo se opazujemo in razmišljamo. Kako bomo to kreirali? Pač kje otrok lahko ima ta občutek, da je v nekih okvirih pa svoboden, kje pa pač je meja, pa ne more več česa. Ne? Ampak recimo, ena meja, ki se jo jaz spomnim, ki sva imela že od mehanga, se pravi, ob 8 ste vi v svojih poslah. Polka so bili večji, ste v svojih sobah, lahko pač ne, ampak tako sva imela, ob 8 je čas za naju, se pravi, do 8 sva 100% na voljo otrokom, po 8:0. In jaz sem tako pri sebi imel tisto, če odpreš tale vrata, si mrtev. Ne bo v redu. Sej, pač to je bilo samo, da rečem, miselno ozadje, ki ga nisem niti izrekel, kaj šele, da bi kaj naredil. Ampak mogoče je to tudi malo avtoriteta. Se pravi, glej, tukaj je meja. In so vedeli, tudi poznaj so vedeli, še zdaj recimo, rečejo, imata vidva po 8 čas se dobili kaj pa tako. Ali pa tudi prej so, pa sploh, recimo, ko so bili najstniki, ko sva rekla tokle, do takrat so zelo spoštovali, ker sva imela neko mejo glede nekega časa, recimo. Danes pa zelo velikokrat opažamo otroke, ki ne morejo in ne zmorejo in ne znajo počakati, 5 minut, ko je mama na telefonu. Ja, ker smo vsi razvajeni, bom tako rekla, ne samo naši otroci, da stvari dobimo takoj. In že to, če v trgovino pridemo in neki nimajo, nas čisto isti razprav. To je žalostna plat tega napredka in ja, jaz ne vem, ali se to da nazaj pripeljati ali ne. Kaj jaz vem? Jaz se sebe spomnim, jaz sem generacija poni kolesa. In poni kolo je takrat, ko sem jaz pač bila zrela, da si kupim poni kolo, koštal toliko, da sem jaz 3 leta šparala za ta poni kolo. In to je bil dogodek in sem ga čakala in v modra v rdeč. Imeli smo tudi pač na izbiro belga, rdečega pa plavka. Ni bilo še zelen, se ne vem. Vseh možnih barv. Ampak hočem reči, to čakanje tudi nam dajal nam je neko upanje, neko vero, neko vztrajnost, nekaj, da zmoremo, ker smo šparali. To pravi, jaz si zmoram kolo kupiti, če sem vztrajna, pa ne jem čokolad za ti znar, ki mi ga babice dajo, recimo. Danes tega ni, danes smo otrok rojsten dan in dobi 2 kolesa. Enega od babice, ta drugega pa od ta druge, zato da ne bo kaj narobe. Ja, da ne bo razlik. Ampak mogoče tukaj lahko vse malo znanstvenike povabimo zraven. Poznate ta marshmallow test, tudi na YouTubeu je, skratka,
Otrokom so jih dali v sobo, ne, in so jim prinesli en marshmallow in so rekli, glej, lahko ga poješ takoj, lahko pa počakaš, jaz bom zdaj šla ven in ko pridem nazaj, če ga ne poješ, do takrat dobiš še enega. Ne, in zdaj seveda niso prišli po 2 sekundah, ampak so jih pustili tam 10-15 minut čakati. Niso jim pa povedali, koliko časa bojo mogli čakati. In so snemali te otroke, ne, kako eni se bojujejo, eni niso zdržali, so takoj pojedali, ne. Ampak pri tem eksperimentu, kar je pomembno mogoče, ne, oni so spremljali te otroke skozi življenje in so ugotovili, ne, da tisti, ki so imeli to sposobnost, se pravi sposobnost, da odložim takojšnjo zadovoljitev užitka. Zelo pomembna zadeva. Ti, ki so imeli to sposobnost, da lahko odložijo, ki so znali počakati, so bili na vseh področjih v življenju bolj uspešni, občutno bolj uspešni, spravi akademsko, osebnostno, karierno, tako. Ne? In meni je to neverjetno, oziroma bi rekel, mi dejansko smo tako, ta avto bi imel, kredit, dajmo vzeti kredit, ne, pač vse bomo vse, ne, in ne pomislimo, recimo, ne, zdaj takoj, ne, in otroci isto, zdaj takoj. Ja, še celo sposobni so reči, ko rečeš, lahko malo počakaš, ne, zdaj. Ja. Kako zdaj? Ja. Ne more biti zdaj. Ne, to spet zdaj, ne, če imamo to kot neko vrednoto, recimo, ne, da je dobro, da se naučijo malo počakati, pa to ne pomeni potrpeti ali pa trpeti. Ne, ampak samo pač, da je realno v življenju, da ne moreš vsega takoj imeti. Ne. Je to vrednota mogoče, ne, in ne, bojo starši mogoče lažje prešli to dilemo, pa bo pa žalosten, pa bo jokal, pa ga traumiram zdaj, ker mu ne dam takoj. Ne. Mislim, ne vem, kaj vse se podi staršem po glavi. Hvala, ker si zdaj tole omenil, traumiramo. Zdi se mi, da zelo veliko staršev poznam, ki razmišljajo, pa če bom to tako naredil, kakšno rano mu bom pustil za življenje, koga bom traumatiziral s tem in vse preveč v bistvu, to je lahko samo moje mnenje, ampak tako se mi zdi, da včasih ful znanost delamo iz neke preproste zadeve, kot je recimo počakaj 5 minut. Tako kot si rekel, zdaj pa, ko bo mogel počakati, bo pa osamljen, bo pa imel občutek, da ga ne podpiram in tako naprej. A se spomniš, ko je ena naša hči, pred kosilom je hotela čokolado in si ti rekla, da pač to so te najbolj verjetno, taki primeri. Ne bo, in ona je odigrala astmatični napad, tako da je bilo treba. Jaz mislim, da ga ni odigrala, ona je dobila astmatični napad. No. Ja. In jaz sem jo pač pelala k doktorju in pač jo je on pogledal pa je rekel, vse je v redu, kar dihaj. Pač samo v stavu je ta, pač jaz verjamem, da je ona bila v stiski in tako, ne. In ona je bolj, ne moram, zadušila sem pa rekel, daj, vdihan, ne. 3-leten otrok. In ga je tako gledala in je, če sem cajt vdihnila in je bilo, pač in je dihala. Sam smo imeli pač tudi zdravnika super, ne, ki je zelo hitro dojel. In jaz mislim, da ona ni zavestno odigrala tega, ker jaz mislim, da otroci niso taki, jaz mislim, da otroci ne delajo, ne to, kar rečemo, me provocira, za nalož to dela. Jaz mislim, da niso oni hudobni, ne? Da so to pač v bistvu neki plesi, ki se jih gremo v odnosu in da dejansko mi odrasli jih v te plese noter spuščamo in tudi ali spodbujamo te plese ali pa jih ustavimo, ne? In v tem primeru sem jaz rekla, ok, gremo, pač tole je šlo zdaj. Ampak dajmo mogoče eno podporo tlele staršem. Travma je nekaj neznosnega, kar se ti zgodi in ne moreš vplivati. Ne? Zdaj, če ne dobiš čokolade pred kosilom, ni to nekaj življenjsko neznosnega. Ali pa če bo otrok slišal starša, ki se sporečeta zaradi neke banalne stvari, še ne bo otrok zaradi tega traumatiziran. Tukaj se mi tudi zdi, da je velikokrat morda, pa sva se pa pred njim skregala. Po drugi strani pa nikoli se ne želim pred otrokom skregati. Moje mnenje, ravno to sem hotela reči, mogoče to ni najboljše mnenje, ki ga imam, ampak jaz si še vseeno mislim, da je pa bolj pomembno, da otrok vidi,
da se skregamo in pač se lahko skregamo tudi zaradi banalnih stvari, bolj je pomembno, kaj sledi. V smislu, ta jeza in ta tišina potem traja še en teden, ali otrok tudi vidi, da se potem pogovoriš, ne vem, se objameš, daš ljubčka. In to je to, da v bistvu nova tema odnos do napak ali pa odnos do zapletov, odnos do pač tistih plati življenja, ki niso najlepše, kakšen ga imamo? Ne? In dajemo sporočilo, se pravi, napaka se da popraviti. Ko se sporečeva, ko se ne strinjava, najdeva način, kako prideva nazaj skupaj, kako najdeva pač neko povezavo. Ne? In to so pomembna sporočila. Tudi spet raziskave. Uspešen partnerski odnos ni tisti, kjer ni zatikov, ampak tam, kjer se znata iz zatikov spraviti ven. In predvsem, da ne pozabite verjetno takrat v ključnem trenutku, da potem pa ne naslednji dan otroku razlagati, tati ali pa oči je bil pa siten, pa ni prav, da je tako naredil. Ne? Ker se mi zdi, da pol je pa to tudi veliko krat. Potem pa pride do tega nekega razlaganja o nekom, ta pa ni bil v redu. Tukaj so spet, eno je, da smo mi v starševski vlogi in da smo odrasli. In da to je, da rečem, spet je ena meja. Otroci so nekje drugje. In mi ne moramo otrok spuščati v naše področje, ker je to lahko je tudi zloraba. Otroci ne zmorejo, da rečem, biti odrasli. In veliko je tudi tega, da jim dajo neke odločitve, za katere so premehni. On ne more o svojem zdravju odločati ali pa o prehrani, pa o tem, koliko rabi spanja ali pa ne. Ali pa nositi vsebino prepira starša. Recimo. Jaz mislim, da bi se mogli ves čas zavedati, da otrok je otrok, ki se uči in ne zna enih stvari. In da otrok je otrok, ki se tudi še razvija in ne razume enih stvari. To se pravi, mi odrasli moramo dejansko nehati otroke postavljati, kot da so enakovredni, ampak niso pa enakopravni, niso v tem smislu odločanja, kaj je za njih dobro in kaj je za njih prav. Pač tukaj bom jaz rekla, žal smo odrasli tisti, ki peljemo vlak. In nosimo tudi odgovornost. Še več te odgovornosti in medsebojnega povezovanja pa verjetno pride v ospredje pri ločenih starših. Tam pa je verjetno potem to kar en tak vrtiljak. To je, tle pa bi lahko en podcast o tem posnel, ker imava tudi v najni skupnosti staršev, imava zelo veliko mam, ki so, v glavnem imava mame, sva imela tudi enega očeta nekaj časa, ki so ločene, ki prav rečejo, tukaj smo dobili svojo družino. Zaradi tega, ker mislim, da ločeni starši so zelo velikokrat pač, osamljeni, zaradi tega, ker ne morejo z nikomer deliti svojih skrbi, svojih strahov, svojih idej. Midva sva zvečer sedela, pa sem jaz rekla Albertu, kaj pa če to narediva, recimo. Pa sva rekla, super, dajva probata. Ali pa sem rekla, Albert, a ti lahko povem, kaj se mi dogaja? Pa sem mu povedala svojo stisko, in je pač me poslušal in me nekako, je bil moje zrcalo in mi je postavljal dodatna vprašanja. In obratno, In jaz sem tudi lahko Albertu rekla, tole danes, lahko greva čez. Kako si reagiral? In ravno to bi rada še izpostavila, ker se tako mogoče vse lepo sliši. Tudi pri vama doma je v času vzgajanja vseh 4 bilo verjetno kdaj, ko je nekdo eksplodiral, pa se je kdo mal zadrl ali pa tudi mal preveč zadrl. Jaz mislim, da tako da povemo, da je, mislim, jaz zdaj, ko sem kar par vajnih posnetkov že dala čez in tudi kaj prebrala, vem, da je bil Albert tiskaj znal kar mal kaj. Ne, meni so vsi rekli, koliko je Albert Medvedek, koliko imaš ti nežnega moža. K temu bi jaz to rekel, da sva se zelo redko strinjala. Ampak to je to razbito, kar sta pregovorila. V glavnem se nisva. In sva ves čas rabila v bistvu se oglaševati.
Zdaj pa res lahko rečete, da sta oglašena, ne? Ja, še vedno se oglašujeva. Nisva. Ampak je pa, znava pa komunicirava pa zelo drugače, kot sva včasih. Nisva pa, ne, še vedno imava pač svoj okus, svoje razmišljanja na različne, vse to je v bistvu najina posebnost. Tudi recimo, ko imamo te skupine starši, pa se na Zoomih dobivava. In potem en starš pove zgodbo. Lahko je ta zgodba težka, grozna. In midva sva na drugi strani skupaj sediva za ekranom in vidva vsak svojo zgodbo. Vedno. In to je njim všeč. To je njim všeč zaradi tega, ker dobijo v bistvu, od mene dobijo pač ta, kako jaz pač vidim, kaj narediti, od Alberta pa dobijo to razlago in to logično sliko, kako lahko razumejo stvari. In na podlagi obeh slik v bistvu dejansko lahko razvijajo razumevanje do otroka in neko empatijo do sebe, do svojih vedenj in do otroka. Ker to je najin cilj, da starši znajo narediti. Vem, da sta sicer kar konkretno zasedena, pa vendarle bi jaz ob tej priliki povabila vse tiste starše, ki se morda znajdejo v nekih takšnih situacijah, ki rečejo, ne vem kako naprej, da vaju morda vseeno kontaktirajo. Po novem letu vem, da bojo tudi neke nove skupine in delavnice in tako naprej. In morda res ob tej priložnosti povabilo tudi takšnim staršem, o katerih smo prej govorili, ne tistih ločenih, ki morda imajo izzive, ko imajo občutek, da gre na kakšno napihovanje z kakšne strani, pa tako premikanja mej. Naj nam ne bo nerodno, da poiščemo v bistvu pomoč. Ja, jaz bi pa v prvi stvari bi rekla, naj nam ne bo nerodno, ker mi rabimo nova znanja, dejansko v tem svetu rabimo nova znanja in ne rabite imeti problemov, ne rabite imeti občutka, da imate probleme. Mogoče je že samo ta želja, meni se tole prevečkrat ponavlja, jaz želim to ustaviti, recimo, je že dovolj, da začnete raziskovati in da se vam ne razvije zadeva v neko akutno stvar, ki se vam pol ponavlja, recimo, iz dneva v dan. Drugače pa po novem letu začneva z programom Super veščine za starše najstnikov, ki pač je tako narejen v 3 korakih. Najprej je kako preživeti z najstnikom, to je tak 3-dnevni, 3-urni tečaj, potem so super veščine za starše najstnikov, kjer gremo starši skupaj čez vse 3 stebre, to je 8 modulov in je kar dosti konkretno delo. To pomeni, da oni dobijo neke posnetke, pa se pa enkrat na teden dobivamo na Zoomu, pa gremo čez vprašanja, čez komentarje, praznujemo tudi zmage, ker praznujemo tudi napake. No in potem šele, ko starši naredijo te super veščine za starše najstnikov, to imamo zdaj že kar nekaj časa na novo, grejo lahko v skupnost s Kulam. Skratka, ne da se prijeti kar v skupnost s Kulam, zato ker želiva, da starši najprej ta osebni proces naredijo skupaj z nama, pa da se malo poznamo. Ker v skupnost s Kulam je pa skupina, kjer se zelo konkretno dela, pa tudi zabavajo se. Recimo v skupnosti s Kulam imamo ob torkih s Kulam skret, kamor lahko noter napišemo vse, kar nam na duši leži. In pa to odplaknemo, ampak je zelo zanimivo opazovati, kako dejansko starši podpirajo tukaj drugega. To meni grejo včasih kar solze res. In to je bil v bistvu moj cilj, ali pa najin cilj, zgraditi eno skupnost nazaj, tako kot so bile včasih, ker to smo pa zgubili. Mi, s tem, ko smo se odrekali vsem tradicionalnim stvarem, smo se pa zraven tudi individualizirali in pač tudi ego nam je precej zrastel. Tudi tega povezovanja med družinami je vedno manj. Včasih je bilo nekaj normalnega, da so 3 družine skupaj ob vikendih hodile na izlete in so potem verjetno tam starši mnenja izmenjevali in se en drugmu mečkan potarnali, kaj gre narobe. In tudi si podelili, kaj deluje, kaj ne deluje, pa ideje dobili. Predno se poslovimo, bi se vseeno rada dotaknila še ene teme, ki je trenutno, se mi zdi, še vedno, nažalost, zelo velikokrat omenjena, in to je bullying po osnovnih šolah že tudi v bistvu na razredni stopnji med zelo majhnimi. Zdaj, seveda, preobširna tema, da bi jo lahko obdelali, ampak morda samo na svet bi rada dala tistim staršem, ki
pri svojih najmlajših doma recimo opažajo neke spremembe, torej da se je otrok morda malo bolj zaprl vase, da vidi, da z otrokom nekaj ni in se mu takšen otrok recimo ne odpre, ne zaupa, ne pove, pa ne zato, ker mogoče z njim ne bi imel dovolj razvitega odnosa, ampak enostavno pač zaradi tega, ker ga je morda strah, kaj bo sledilo. Kako bi lahko takrat starši pristopili, na kakšen način, da bi lahko čim več pozitivnega ven iz tega izcimili? Otrok se mora počutiti varno. Ne? Zdaj, če si jaz zamišljam, da je to nek, 8-letni, recimo 9-letni otrok, jaz mislim, da si ti imela v tem času veliko bolj nek ta močen stik z njimi. In da so to tisti večerni trenutki, ko greš recimo v poslo se pocrklaš, ker sta si res blizu. In da takrat lahko nasloviš, jaz vidim, da imam občutek, da te nekaj teži in pač imam občutek, da ne moreš povedati in da imaš zadrego. Zdaj, načelo je, da smo, da rečem, spoštljivo radovedni, da nismo vsiljivi, da ne rinemo. Daj povej, ne? Ampak pa zelo empatični, in navadno otrok, ali mu začnejo solze liti, nekaj reagira. Če je v stiski in če mu ponudimo, da lahko to stisko odloži, pa je ne more, nekako odreagira verjetno. In jaz tlele pač mislim, da mogoče starši z nekim instinktom, z neko intuicijo verjetno imamo neke občutke, te je strah povedati, a se kaj dogaja takega, kad se bojiš, da ti bo kdo drug, se bom rekel malo verjetno dejansko začutimo, a je kaj takega, se pravi, malo moramo biti detektivi, ampak tako, z nekim nežni, občutkom. prijazni in jaz bi mogoče tle vseeno naredila en korak nazaj, pa se ne bi preveč zapletala, zato ker res končujemo, ampak meni se že dejansko sam pristop do teh situacij, ki se zgodi v šolah, zdi zelo pomemben. In žal mi je, da večina šol še vedno išče tistega, na katerega je treba s prstom pokazati. In žal mi je, da tudi ko berem stvari, vidim, da večina strokovnjakov še vedno počne to. S tem, da vsi vemo, da so odnosi krožni, da tisti, ki so v odnos upleteni, so odgovorni, tudi če niso nič naredili. Ne gre se tukaj zdaj za to, kdo je kriv, pa kdo ni kriv. Ampak situacijo pogledati od zunaj in najti nek smisel, odkje se neke stvari dogajajo. Jaz se strinjam, da je treba otroke zaščititi. Ampak to, da otroka zaščitimo, preden naredimo karkoli, preden se pozanimamo, preden raziščemo stvari na ta način, da rečemo, moje ne boste se ga dotikali, nič ga ne boste spraševali, se mi pa ne zdi v redu. Skratka, mislim, da bi tukaj dejansko se mogel način reševanja tega bulinga spremeniti v temelju in to kazanje s prstom. Javno objavljanje ljudi, ki so nekaj naredili, to nas ne bo pripeljalo daleč, ampak bo sprožil še več tega. Tako jaz to vidim. Ja, zdaj v ozadju je seveda, so neke napetosti, ki so medvrstniške, ves čas so bile, ves čas bodo. Način kako, tradicionalni bojo rekli, mi smo se pač stepali, so nas pustili, pa smo rešali. Ja, to ni način. Ne želimo si pač, da je to način reševanja. In tukaj se pojavi en velik vprašaj, kaj pa? Kako učiti empatijo, kako učiti sobivanje. V tej individualni družbi, kjer se moraš grebsti, kjer ti je vsak bodoči konkurent, imamo nekaj zelo skregano v temeljih.
In dejansko pač mi bi rabili več vlagati v veščine solidarnosti, povezovanja, sodelovanja. In dejansko v raziskovanje teh zapletov in učiti otroke, kako se zaplete rešuje. In ko recimo bi nekdo prišel k vama po nasvet, po pomoč, ki je starš tistega, ki izvaja recimo bulinga, ne samo tistega, ki je žrtev, na kakšen način bi mu vidva svetovala, da se tega loti? To Alba dela, ja. Lahko eno zgodbo povem, bom skrajšal, ampak skratka, mama je na skupnosti izpostavila, da je bila hči deležna tega bulinga od nekega niti ne sošolca in bilo je to na šolskem avtobusu in je klicala v šolo razredničarko, je rekla razredničarka, ja, to ni bilo v šoli, to ni v naši pristojnosti, pa itak, s tem imamo mi težave, tako da probajte se doma z njegovimi pomeniti. No in ona je bila v stiski, kaj zdaj, kako to? Pač zaščititi, to je nasilje, to je treba kaznovati. Pa smo v bistvu razmišljali o tem, da gre za nek odnos, odnos nekih vrstnikov, ker nekaj ni bilo ok, pa ima smisel zdaj tukaj navaliti z, da rečem, sodnim aparatom, pa kaznovanjem, pa s tem. Kakšne bodo posledice tega? Kaj bo to? Kaj je naš cilj v taki situaciji? Mi bomo sprostili to našo napetost, agresijo, ampak ona dva bosta še zmeraj hodila v šolo in kaj bomo naredili? In ta odnos bo še bolj poškodovan, ne? Tako smo razmišljali, pa smo rekli, ok, zdaj kaj lahko narediš? Lahko, povabiš mogoče, pokličeš, pa jih povabiš na pogovor. In je to pol naredila in smo se pripravljali, se pravi, kako slišati eno zgodbo in slišati drugo zgodbo. Kako tudi otroka pripraviti, da bosta zraven. In to so bile cele priprave. Skratka, ona je svojih hčeri pojasnila, jaz bom povabila tega fanta in pač njegovo družino in ga bom vprašala tudi, kako je pa on videl, kakšna je njegova zgodba tega. Da ne boš mislila, da sem na njegovi strani, ampak pač sam tako. In je to naredila in so se krasno pomenili. In je potem tudi oče tega fanta, nasilneža, neobvladljivega, rekel, koliko mu je to pomenilo, da je ta fant dobil nek prostor, da je v bistvu pač neko človeško bitje, ki ni neka zver, da ima verjetno neko logiko. In verjetno ste s tem naredili bistveno več pri temu fantu, kot pa če bi doma oče znoru ga kaznoval. Ker smo bili pol, to je bilo takole v skupnosti, to je bila kak kriminalka, kaj bo na naslednji teden, kako se je rešil, kako je bilo zdaj v šoli. In je rekla, da... Sta se ful povezala pol ta fant pa ta punca, ne? On je bil pol njen zaščitnik in jo je čuval. Ker je njegov sošolc hotel nekaj, pa se je on pri njega postavil, pa ne boš. Ampak verjetno bi se ta zgodba, je možno, da bi se lahko tudi obrnila drugače, da bi pa morda še bolj zaradi tega nagajal, v smislu smo mogli zdaj tam skup sedeti. Če bi bil izplen tega pogovora, da bi on bil kriv. Ja. Ali pa da bi on bil bad guy, to, kar zelo radi delamo. Ravno to, kar sem prej rekla, to, da se s prstom pokaže. In dejstvo je, da pač odnosi niso vzrok posledica. Skozi imamo vloge v teh odnosih in pač raziskovati to je na nek način umetnost, ampak pa imamo takele lepe zgodbe, pač veliko teh lepih zgodb je. Jaz bi mogoče tle en komentar sam, da ne bo to zdaj slišati, kot da dajemo zeleno luč nasilju ali pa nasilnežem, ali pa da je to prav. Nikakor ne. In tudi ta fant je na koncu seveda v besedo, žal mi je, ni bilo prav. Tako, to je cilj. Ampak kako, da se ne lotimo, kot da so kriminalci, neki psihopati, ne vem, kakšne grozne besede uporabljamo za označevanje. To so ljudje. Jaz se spomnim, ko sva
pred leti je bilo na eni šoli isto nasilje, cela Slovenija je, bom rekel, se opredeljevala in sva šla delati s tem razredom. In dejansko potem, kar sem v medijih bral, sem rekel, da to bojo take pošasti, tam to niso več ljudje. Je bilo strah, ker sva šla tja res. Ampak prišla sva v 4. razred, se pravi, 10-letni otroci, miškolinkoti, taki, ki bi jih vzel v naročje. Predstavljeno pa drugače. Za konec samo še eno vprašanje. Glede na to, da so otroci že zelo ven iz najstniškega obdobja, se še vedno srečujeta z izzivi? Zdaj se srečujeva z drugimi izzivi, zdaj so oni samostojni, pač imajo svoje firme, hodijo v službe in poslušava njihove sanje za prihodnost in včasih bi jim še vedno kar vse dal, a ne? Takole bi zamahnil, da bi se postavile lepe parcele pa hiške gor pa tako. Bolj s temi izzivi, drugače pa imava zdaj 3 tedne nov izziv. Malo taru, vnukinja. Čestitke, to pa zdaj bo tista ta fina vloga prišla. Tako da dejansko res uživava v neki novi vlogi in že zdaj, ko je komi 3 tedne stara, nama je odprla toliko enih novih v bistvu učnih procesov za starše, da mislim, da bojo v bistvu najina predavanja pa znanja samo še bogatejša. Čeprav sva že dedi pa vabi, zanj če napisal en komentar, ali ta 2 starca boste šli poslušati, pa še dedi pa vabi stane. In si mislim, če bi pri 30 letih me poslušali, bi bilo bolj, da me ne bi. Zato, ker mislim, da sva z Albertom prav rabila prehoditi tole, v bistvu zdaj sva 40 let skupaj, ampak 20-letna pot, prva je bila pač najno zelo močno učenje in postavljanje temelja, da zdaj lahko imava neke modrosti tukaj. Hvala, ker ste jih danes delila v tem pogovoru. Lepo mi je bilo v vajini družbi in glede na to, da zdaj, ko je tudi vnukinja na svet prišla, bo pa mogoče kmalu kakšna knjiga, kako od malčka lažje k najstniku ali pa kaj takšnega. Ne? Zaenkrat so delavnice kos za tiste, ki želijo priti pred najstniki in se opremiti, toplo vabljeni. Na spletni strani vezal.si lahko vse vidite. Super, hvala lepa še enkrat. Hvala, je bilo prav prijetno, res.